Čeprav je zavarovanje pomembno za obvladovanje kibernetskih tveganj, pa samo po sebi ne zagotavlja varnosti. Trenutno ocenjujemo, da zavedanje o kibernetskih napadih obstaja, vendar so stranke vseeno mnenja, da se njima tak napad ne more zgoditi. Ponavadi dobimo odgovore z njihove strani: mi smo premajhni in s tem posledično tudi nezanimivi za takšne napade. Opažamo, da se iz leta v leto povečuje interes za sklepanje polic za kibernetsko zavarovanje, vendar so pogosto stranke tehnično nepripravljene in iz tega razloga tudi nezavarovljive. Našim zavarovancem vedno svetujemo tako, da najprej napravimo pregled, analizo ranljivosti njihovega sistema. Podjetjem svetujemo, da dovolj pogosto organizira interno izobraževanje svojega kadra v zvezi z najpogostejšimi oblikami napadov, ker je v veliki večini uspešnih napadov razlog napaka zaposlenega v podjetju, se pravi človeška napaka. Poslovne odločitve imajo lahko škodljive posledice za podjetje in tudi za posameznika. Povzročijo lahko visoke finančne izgube naročnikom in tretjim osebam. Zato postaja zavarovanje poklicne odgovornosti ključni del odgovornega poslovanja. Vsako podjetje ali posameznik, ki svetuje, nosi odgovornost za napačen nasvet ali napako. Zavarovanje poklicne odgovornosti so zelo pomembna zavarovanja, ker krijejo napake določenega podjetja oziroma posameznika. Te se lahko kažejo v zelo visokih odškodninskih zahtevkih. Če podjetje oziroma posameznik tega nima ustrezno zavarovanega, bo škodo moral nadomestiti iz lastnih sredstev. Najpogostejše napake, ki jih mi opažamo, je, da se podjetja omejujejo na zakonsko predpisane minimalne zavarovalne vsote, ki dejansko niso absolutni zneski, do katerih odgovarjajo. Vsak, ki želi imeti ustrezno in kakovostno zavarovanje, potrebuje strokovnjaka na tem področju, ki ima pregled nad celotno industrijo, izkušnje in razume rizik svojih strank. Posrednik ne stremi izključno produktom, ki so trenutno dostopni na trgu, ampak tudi oblikuje kritje svoji stranki. Poleg tega so to strokovnjaki, ki so popolnoma neodvisni od zavarovalnic in vedno delajo v interesu svoje stranke in jo podpirajo skozi celotno obdobje, ne samo pri nakupu zavarovanja, ampak tudi pri reševanju škodnih primerov. D&O zavarovanje ščiti vodstveni kader pred finančno škodo zaradi njihove osebne odgovornosti, kadar pride do tožb zaradi nastale škode. To zavarovanje se razlikuje od klasičnega zavarovanja odgovornosti po tem, da krije odgovornost vodilnega kadra, ščiti vodilne osebe podjetja in nadzorne organe. Strankam najprej pojasnimo, da s tovrstnim zavarovanjem niso kriti samo direktorji in člani nadzornih svetov, ampak tudi vodilni zaposleni na nižjih nivojih. Hkrati jim razložimo, da s takim zavarovanjem te osebe ščitijo lastno premoženje in ne premoženje podjetja, ker v bistvu podjetje v osnovi ni zavarovanec pri takem zavarovanju. Pri tem vedno poudarjamo, da s takim zavarovanjem podjetja omogočajo svojim vodilnim zaposlenim, da svobodno opravljajo svoje delovne naloge in da ga vodijo brez strahu, saj njihove odločitve ne bojo privedle do odškodninskih zahtevkov na njihovem lastnem premoženju. Podjetjem v Sloveniji bi svetovali, da preverijo, ali je zavarovanje, ki ga imajo že sklenjeno, skladno z lokalno zakonodajo na tem področju. Zato vedno svetujemo ustrezno oblikovalno zavarovalno vsoto, ki vedno temelji na poznavanju mednarodnega trga in zgodovini škodnih dogajanj. Ne glede na to, ali govorimo o kibernetskih grožnjah ali napakah pri delu, zavarovanja ne more preprečiti incidentov, lahko pa odločilno ublažijo njihove posledice. V Greku poudarjamo, da je zavarovanje varnostni pas, ki podjetju omogoča, da se po vsakem izzivu znova pobere in nadaljuje samozavestno.